Lih v Nemčijo se pelem. Na internet sem zbohal en traktor, enega Finda, 516, 4-cilinder, 160 konov, nabutan z opremo, ni da ni, se vam pa je gor pokazal. S kolegom greva dala zjutraj že gor, da še ujiva. Hvala Bogu, je tlele okoli Minikna, tako da tudi nimamo prav delač, ene 5 ur vožnje. Pa tudi tako je, stilen traktor je pa z mašinami po Nemčiji, jaz sem že mrskašno riž dol pripeljal, pa se zdi, da še vse glih tle na juga, okoli Minikna ali pa južen del Nemčije, so še vse glih bolj take srednje kmetije, pa to pa malo razgiban teren. So tudi mašine bolj primerne za Slovenijo, bolj so ohranjene. Višji greš, slabije, ponovati bo tako, kot sem jaz gledal. Ampak ni pa nujno. Dale se kje zapeljava, pogledava zadevo, pregledava res oren, ker to je že, traktor je to 22 letek, so tudi že velik denarja. Bomo pa videla, bomo javil, kako bo. No evo, zdaj smo pa midva tlela, v Bajva. No da grem vprašati, da bo jo pokazali, da je ta traktor, da vidim, kva je. Bom videl, kako bomo kaj snimal, ampak sem po mojem mohu kar malo s tem odescem pojmo minati. Da sem kaj pametnega zdilal. V kaj še kaj drugega dan pripeljal, ne sem traktor. Neki robe imajo. Fin, da vkrčeš. Tizgala na konc, tihale, evo. Tolam, da pogledal, če kaj za kaj. Zdaj pa rabam ene par minut. Evo, eno uro kasneje, ali pa še malo več. Zdaj smo ga pregledali. Majster ga še malo skrb sestavil, delamo še tega nakledača probal odpet, pa za pet, da bomo pokazal, kako gre. Drugač pa ja nimam kaj reči, no, nabutan je kot pes. Ohranjen je tudi tipi-top, se ima sam tavžen 300 ur, nekaj takega. Tako da, poje bom mogel še doma malo več pogledati, zato ker not je to cela znanost, to je cel avion. Na hitro, no. Ekranov. Tipk, ni da ni. Se mogo malo podstopati pa malo pogledati, pa je probo še takrat malo posniti. Dala sem kar malo preveč živčen, da prav snimal, pa se tlela šu. Do your shovel. Yeah? And then when you normally shoot this pin, you see? Yeah, I see. Then you should be nearly the right angle. Aha. To se pravi, kaj tamle šafla mora biti prem bližno poglikana, oziroma malo mora naprej viseti, kakor sem ga zastopil, rekel. Kaj pa tarda, no, to je noro, jaz sem se kar zaljubil. Aha, pa tega. Now this one back on both sides. Ok. Zdaj pa mislim, da je en cilinder malo napil. Tale dol. Aha, tamle se poje prepogiba. Evo ga, tako je ven potegne. Že vam padel. The idea is the bucket stays completely even. Je. And then the loader stays safe. Je. To se pravi, čim bolj naravno mora biti, da ni... Vse to je logično. Push the button, open the coupler. Je. And go into parking position. Close it, and now you can Go. drive. Evo ga, pa še brez. Wi-Fi, no. So that's it. That's it. Yeah. The loader is safe, the tractor is detached, and you can drive without loader. To se pravi, čim bolj naravno snot, pa čim bolj mora tudi teren biti raven. The nearest possible way. Ok. And now you see, here it's the guiding. Ja? You see? This guiding, je. Yes. To se pravi, hidravliko not. Standing up the shovel, and you see. Maybe this is nearly perfect. And now you go in, completely in on both sides. Ok. And then go up with the boom. Evo, dviguje. A je že kar cel dvignil? When it's looped and dust-free, then it closes from itself. Ja. And Automatically. for this one, you hold it back. Aha. Push it up. Okay. And here you see it have closed itself. It is, yeah. Now you can work normally if you want to, Yeah. if you need to. Tale ima še hidravlično odpiranje pa zapiranje kible. And now
you go in the third one Yeah. and hold it. And now you can guide it out. Prava žvirca. Flor sprpelov, Flor zrihtov, pa še 2 avta zraven, tis pa ni zame. A je vse hor še? Je. Vse hor. Evo, greš iz ramp dol. Tu slovensk niso da že not vidim, to je odlično. No, daj je pa v Sloveniji imam pa majhna cajta, da grem na hiter okoli njega. Sicer se tako pojavljal še v drugih posnetkah, sem rekel, da le sam na hiter majhno okoli njega stopam pa malo povem. Če mora biti kakšen ga zanima, kaj to sploh sem traktor. V glavnem Fendt 516, 160 konov, 4 cilindrc, 3 leta je star, 2022 letank, Profi Plus, setting 2 oprema, so pa noter tudi že Fendt One komande. Meni se itak zdi čisto totalno brutalen. Če ma ne bi to všeč, ga tako verjetno ne bi pil, ki je pač ohranjen tipi top malo ur, okoli 1300 ur ima in z opremo je pa tudi kar konkretno nabutan. Čisto na brzino, kakor se že vidite, je nakledač gor, ima 3. linijo, 4. linijo, hidravlično zapinane, odpinane. Sicer pri temu hidravličnemu odpinane, zapinane, kaj povem, da me ni biti najbolj všeč, not moraš ene komande pa tipke prav pritisne, da to deva. Pa itak, če imaš ti 3. linijo za kakšne kleše, za bale, za grajfer, tam, ko rabiš 3. linijo, moraš vse glih s traktorja dol, tako da nisi nič kaj profitiral. Zdaj, če imaš to kakšne poletne vilce, pa same ne šaflje, da na hiter preklaplaš, pa je v redu, ampak tako no. Zame tudi, če tega ne bo, ne bi čisto nič pogrešal. Spredi, kardan, hidravlika, en par ventilov, tipke za gor dol hidravliko. Pa gume so 38, 28 solske, 540, 65, pa 650, 65. Usvetljen je kakor češ, tako da bomo kar da še po noč dival. Upam, da ne bo treba prevečkrat po noč divati, ampak tudi to se na kmetah naredi. Če gremo zadaj, smo jih tlele. To se pravi tipke. Na obeh stranih so podvojene, pač en par ventilov, načeloma je tale prička, vklop kardana, pa hidravlika gor, dol. 5 parov ventilov, en par, drug par, tretji par, četrt par, 5 par. Vse se da odklopiti tudi pod obremenitvijo, to so tele ročke tle, se sliši takole, kaj spusti. Zračne zavore, ISOBUS priklop, pa je tudi low sensing oziroma Power Beyond, tank. Tle pa je ena posebna spojka noter, taka bagarska. To je za ne posebne priključke mišljen, zato ker gre ole direkt v kesel, nič mi infiltra, direkt v kesel. To sicer ne vem, to pa nam ne upoštev prišlo, ampak se ni važen. To je bohor. Pumpa gor je pa 158 litrska. To pomeni, da je 158 litrov ima maksimalnega pritoka na minuto. Roke 3. kategorije, kugla, K80. Tlele jih moraš še kupiti, da je nafilane. Špegli sicer niso elektronski, ampak to me tudi nič ne moti, zato ker ni taka reč, da to ven stopaš pa popraviš. Če ga zbijaš, je še precej dražji, tale je saj malo cnej. Se traktor se tudi na tel stran odpira, da nema odklinen. Se je še zaprt ni dober. Odpira se tudi desna stran, to je malokrat pri telah modelah traktorjev. Mislim, da vždy po desni stran not pa ven hodil se ne da, zato ker je pač konzola pa to not, ampak zapucati, pa recimo, da greš tle not pa tam kakšno komando na hitro pritisneš, je pa v redu, ni treba vsako rundo okoli traktorja hoditi. Ta prva šipa se tudi odpira, sem pa na odstopu. Gume so ohranjene tudi na ene 85 do 90%, nimam kaj reči, so kar dobre, so pa trielborki, ja. Če vzmetene pogledamo, vzmeten je not, mislim, pele se k grofajga. Spredi prima vzmetena, kabina vzmetena, tudi tam se vidi, kaj takole ločen. Evo, tle kabina vzmetena, pa zadnji zračno vzmetena na 2 blazinah. Tamle zadnji se skrivajo, ne vem, če se vidi.
Sprednja prima, kabina vzmetena, zid zračno vzmeten, tako se zagre. Pa je tudi priključek lahko spredi in zadnji vzmeten. Recimo, ko si javenca gor pripeta ali pa freza karkoli. Ko ti s tem traktorjem letiš kaj bek, da to majhen blaži tiste sunke poj čez lukne pa to. Drugače, ko sem lih pri brzin traktor leti na 57 na uro, sem ga probal, tako da je ka formula. Sploh ne veš, da gre to hitro, no, zato ker se tako fan pile. Je to kaj vzmeti, da sem pozabil povedati, da je tudi nakladač vzmeten. To se pa noter na računalniku štela, pri kjer brzin češ, da začne on pobirati sunke, oziroma kdaj bo rato vzmeten, ne vem, če šel ti 5 na uro, da je utrt, da je nov neki za brezveze plesal, če pa bolj letiš, pa rata poj, vobale. Dobro, kje sta za nafto, koliko pa je že, malo sem pozabil. V glavnem je kar dosti velik. Ed bluma itak, tako kot že vse tenov, pa tako močni. Verjetno kakšnega teža zanima. Teža je pa 6 ton pa pol, ampak tlele, ki je nakladač gor, pa mislim, da pride tam že, no, okoli 7 ton, da je vse skup, no, mora biti kakšno kilo manj. Bi ga mogel prav na vago pelati, zato ker ne vem, to je ponovadi zmeraj odvisno od opreme, a ne, če je bolj opremljen, pa še nakladač pa to gor, to pa vse doda. Tako da je tam nek, no. Kaj pa tisle gor strli? Tistale reč, tistale črna zadevca. To je pa navigacija. Tudi z navigacijo je opremljen. To še nisem več študiral, ampak brez skrbi, tudi do kaj pridemo enkrat. Gor ima tudi fan fint nalepko, pa te pobito šipo, da fis vidiš, pa kaj z nakladačem delaš. Drugač pa ja, zakaj pa recimo kmet kupil takle traktor? Zato, ki je močen, ukretanje, obrne se k norc, res. 4-cilindrc, to se pravi majhen, pa dosti močen je. Pač ni za tiste brutalne priključke honati. Recimo, če bi šel kositi, lih metuljčka z gnatilnikom ne upelal, ampak metuljčka brez gnatilnika bo pa tak že mogel. Tak, bolj vse stranska traktor je. Če pogledamo še širino, točen 2,5 širok, to se pravi od tle pa do tle je 2,5 metra. Poj višina je 3,05 metra, brez rotacijskih luči. Dolžino sem pa žal pozabil, mogel pa pomeriti. Čist preveč sem se v traktor zagnal, malo sem bistvo zgubil. V glavnem, traktor, ki z Nemčije pride, treba je vse papirje poslati na homologacije. Jaz sem na avto kar poslal, zato ponovadi najbolj zrihtajo, saj meni. Homologacijo, papirje, prometne, to tretji račun. Kaj pošleš, počakaš recimo en teden, da te pošljejo homologacijo, ti s nekaj malega plačaš, koliko je homologacija, okoli 100 evrov. Pa tale traktor, zato ker je še toliko nov, ne rab tehničnega. In v bistvu grem sam na tehnične, nesem te papirje, registriram in to je to. Ambena taka umetnost. Majhen je začakati, sicer jaz sem ga toliko na frišne še dobil, mislim na frišne, vse drugače 14 dni kuj okoli, ne boš mislil. V enem tednu do papirjev pridati je skoraj misija nemogoče. Jaz še nimam tabel gor, bodo pa hmal, I hope so. Nič, zdaj pa na traktor. Zdaj, notranjost je itak zanimiva, ta najbolj zanimiva od ozgaska, če tako pogledaš, ampak to bom pa kakšen drugemu videu, oziroma tudi sprot bomo povedal, ko se v kaj napol deval, zato ker tale Fint One zadeva je kar obsežna, no. Sicer ni zakomplicirana, če majhen odpadeš, pa samo poglobiš, pa malo študiraš, ampak je pa kar dosti obsežna. Evo, takole pa not zgleda. V glavnem noter. Tle so števc, brzina, obrata, te zadeve. Poj en računalnik, tlele gor tudi dodatna oprema, da je še eden, da se ven potegne. Ampak to je pa mišljen, ne vem, mišljen, kakor češ. Pač lahko imaš podvojene komande, lahko imaš kaj drugega, ampak načeloma je to bolj, če imaš kakšen ISO bus, kada mu recimo nakladalko balirko, da imaš poj komande tle, ni treba dodatnega računalnika tišati not. Tle imaš pa vse te zadeve, kar zraven pašajo. Ampak, kot sem rekel, to se zdaj v tole nam poglabljal, zato bo čist preveč cajta za bub. Mislim, da se tale zadeva zasluži en svoj video, tako da tle tega nam no džokov, ker ni lih tok point. No ja, pa malo bom pa še povedal, se zakva pa ne. Vse, kar je v tem traktorju, vse komande se rihta, to se pravi tlele not. In tlele je v bistvu tudi vse lepo porazporejen. Tile vnažne tipke so za motor, menjalnik, za tampomate, tole še vse zraven pa še za, čakaj, malo približam. To se pravi za 4x4 špere, te variante. Kar je belga, te zadeve so prazne tipke, se nastavlja po želji, tam ne odpritisneš kva bi rad, recimo da je na teli nastavljen za navigacijo, pa za rotacijsko luč. To je v bistvu, to je štandgas, tlele je brzina, koliko imaš, evo, kaj predstavljam. Ne vem, če že bolj gas tišim, bo šel maksimalno 30 na uro, če ga tle tako nastavim. Ga bomo zalaufal. Tole vse skupaj je pa za ventile, pa če ne bo leh te prvo odklenem in plus, minus, plavajoče, kakor se tudi tle vidi. Pa se z ventilem dogaja, no, to ti tle kaže gore.
Že spusti, lahko vsega posebej zakleneš, da se kaj ne natihneš. V glavnem takole dol gre 1, 2, 3, 4. Ventili so tudi tle eden. Je pa vse z barvom označen. Tale je oranžen, ta je rdeč, ta je pinki, zelen, oranžen. To pa tudi vse tle not poenostavljaš. Pretoke, kjer tipka je kakšen ventil, tako da je čist po želji. Vklop kardana prednjega, zadnjega. Klimo moramo zmanjšati, da ne prav pihal. Avtomatsko klimo ima tudi not, moram takole povečati poj. Ta prva hidravlika gre takole dol, to se pravi te dve tipke to, ta zadnja gre pa to, pa tele variante. Pač temu jo dvigaš, odkleniti moram, dvigaš, spuščaš, s temu so pa bolj fine nastavitve, pač to so, če grem recimo tlele zadnji priklop, pa tega vrtim, veš, pa te tam ne dviga, pač da je točno nastaviš. Recimo, ko se gre vrat frizat, kakorkoli, da imaš ti na IHR poj nastavljati, koliko se zagreje, da sam tipko pritisneš, pa gre na tisto višino, kjer je pač nastavljena. To zdaj nam toliko zgubljal basit, ampak ni meni taka umetnost, no. To je za nakledača, pa še dodatne tipke so, 3. linija, zadnji še 4. Nakledač tudi hitrdiva, tipi top, ne rabaš ambenega gasa, neš, to laufa, kašus. S telim komandam se pa poj pomikaš not po temo računalnika. Ali pa po temo, ta je tudi na touch, tako da je Priključke za štrom, tle gor ni nič kaj taga, na tem stran tudi nič kaj taga, tle okoli tudi nič kaj taga. Edini sovoznik ozici je končno malo bolj, pa ta star mofen, da je to bolj za drek, tle pa dobre. Tako sem rekel, po večinu vse šteleš tle. Za radija moret, radija ne enkit okoli, tako da je dober, jaz sem ga že nekako navadil, za kakšnega starega možakarja, tudi obena umetnost, sam treba je pač traktor tako nastaviti, da je dokaj enostaven, da ni vse zmešan, pa da ni prej zakompliciran, drugače pa čisto nobena umetnost. Je še lažje voziti pa divati pa starmo norcem. Sam pač nastavljen mora biti tako. Not je tudi slovenski meni, drugače pa sem že mislil reči, da pa itak za priključke, ne, če grem jaz zdajle kosit, ta prvo rundo vse nastavim, pretoke, to hun tretj ventile, pa sam na računalnika pritisnem kosiljenca, pa imaš v bistvu preštiman. Sam takrat sem moral cajt vzeti, kad to naštimuješ pa preklapješ. Kaj ne rečem, vesel sem, da smo takrat traktor pripeljali v Slovenijo, ki je prav festnega, prav komi čaka, da grem kaj z njemu divati. Ta prva reč, kar je, boš z njemu malo kosit probat, bom še brez skrbi v kakšen video mrskaj posnel, tudi malo bolj v detajle. Ta video je sad tako malo, sem rekel kao v traktor po Nemčijo, pa da se mu vidi, kako to zgleda. Pa bejte kaj na Bobnar 7.si. Top cune, fajn boste nosili, res se matramo, da je kvalitetna, da je dober, da je zanimiv, da je nobel, ni da ni. Jaz sem pa pomatral, da je še kaj dobrega posnel. Živ!